Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Jaz sem Ana Špikl, delam pa v domu starejših na Vrhniki. Zdravstveni dom Vrhnika. Hvala, Ana, izvoli. Jaz sem pred očmi enega v zadnjih mojih primerov, bi rekla, slabe prakse, ne zaradi mene, ampak zato, ker se pri starostnikih stvari zelo hitro spremenijo. Pridajo v dom, se še nismo čisto dobro spoznali. Tega gospoda sem pogledala sigurno 3-krat v enem tednu, v tistem času, preden je šel v bolnico, in potem je padel in je šel na travmo, se je zlomil kolk in je bil operiran, med operacijo oživljen, šel na intenzivost, kjer so ga še enkrat oživljali. Po enem mesecu smo ga dobili nazaj in je umrl. Meni se to zdi izziv, trenutno tak največji. Zdaj sem že kar dolgo v domu. Prva stvar, bi še rada poudarila, da se treba privaditi na to delo, da je to res neka specifika v medicini. Ko sem prišla pred 10 leti, nisem imela pojma, to je čisto en drug svet, čisto neka druga medicina. In hočem reči, da pri tem primeru, meni je res zelo težko za tega gospoda, da je moral iti skozi to, da je moral iti na operacijo. On ni bil primeren za operacijo, ampak enostavno te povezave še niso toliko rutinske, da bi nekdo poklical, da bi rekel, kako pa jaz tem gospodom, kakšen je on. On je bil slaboten, krhek, čeprav je še avto vozil, se s tem avtom zabil, so ga najdli tam nekje, ni bil več sposoben teh stvari delati. Tako jaz bi si želela, da bi vsi bili malo bolj na počas pri obravnavi teh bolnikov, naših oskrbovancev, da bi se mogoče malo več časa vzeli za premislek in da bi bili bolj kvalitetno obravnavani, ker on bi mogoče brez te operacije še živel. To se mi zdi izziv, v bistvu je stvar zelo multidisciplinarna, treba včasih tudi odstopiti v dobro bolnika v neke take posege, kot je recimo operacija zloma kolka, to se lahko tudi zdravo konzervativno. Pa ne, da zdaj na slabo luč na kolege meč, ampak enostavno gre tukaj za eno skupno delo. Neko timsko delo, ne samo v domu, ampak tudi izven. Timsko delo vseh specialistov, ki se z bolnikom ukvarjajo. To je meni izziv. Jaz vedno želim, da so že pri sprejemu zraven svojci, če je to možno, ali pa pridajo v roku enega tedna do enega meseca, da tudi oni povejo svojo plat, ker včasih je to čisto druga zgodba. Bolnik nekaj pove, svojci pa čisto drugo zgodbo, sploh pri teh, ko so kognitivno oškodovani, naprimer, pa kako so sposobni, včasih se kdo malo boljš naredi, ali pa svojci zanikajo. Tako, ta komunikacija s svojci je zelo pomembna tudi zato, da je bolj umirjeno vse skupaj, ker so lahko želje čisto različne. Čisto različne, pa tudi ukvarjamo se z obojimi, se mi zdi pošteno, to je neko veliko breme. Recimo, če pride nek dementen v dom, pa so že vse te hujše faze demence, kot je to uhajanje, beganje, nočni pohodi, nespečnost, so vse to že skozi, to so heroji zame, taki svojci. Ne vem, kamere naštimane, da vidijo, kdaj je vstal, ali pa alarme, kaj počne po noč. Tega se ne da plačati, tako jaz rečem, sem ta podol, vi ste že vse naredili, zdaj je pa nas nepokreten, to je minimalen napor proti temu, kar ste vi delali vsa ta leta, recimo 10 let mogoče, v tistih začetkov demence. Tako po drugi strani so pa tudi druge zgodbe, manj lepe, ne vem, te razne razprtije v družinah, tudi nasilje. Tudi tukaj poskušam iti nasprot, ker v končni fazi jaz vedno tako rečem, človek samo enkrat umre in to je zelo pomemben dogodek. In želim, da je lepa za vas in za njega. Tako da
spodbujamo k temu, da se spravijo, da smo na isti valovni vsi skupaj. No. Večino moram reči, da gre. So zelo redki svojci, ki niso odprti za to, ker v končni fazi vsakmu težko, nobene želi biti sprte do smrti in še česa. Ne. To, da vem, kar mi pride na hitro na pamet. Alone. Hi ho, the dairy, the cheese stands alone.